Pozdravljeni v mojem imenu. Dobro. Torej, jaz bi vam rada par stvari povedala, kako jaz razmišljam iz moje izkušnje, pa tudi iz izkušnje skupnosti, kateri pripadam in je že ima svojih 500 let zgodovine. Razmišljanje sem dala naslov Bog ljubezen se je utelesila v ženski in bi želela preko 3 likov živih ljudi prikazati na vlogo ženske v naši veroizpovedi Rimokatoliške cerkve, ki je moja tradicija in moja izkušnja, in bi najprej povedala to, da v jedru vedno znova verjamem, da ne gre toliko, da religija zatira žensko, ampak da gre vedno znova za napor, kako živeti odnos med moškim in žensko, potem pa ni važno, v kateri religiji je to, do tega vedno bolj spoznavam. Ne? In najprej bi to rekla, kakšna je, kako razumem žensko, antropologija, pogled na njo v krščanstvu. In zato se mi zdi pomembno najprej reči, da krščanstvo ni najprej religija knjige, kot se to večkrat rado reče, ampak je bila knjiga potem zapisana, ko je bilo eno izkustvo. Ni se nekdo usedel dol in napisal, kako in kaj je treba živeti, ampak je bilo najprej razodetje Boga človeku. Se pravi, religijo lahko jaz razumem kot ta soba, v kateri mi lahko zdaj debatiramo, nekaj doživljamo, ampak še vedno smo zaprti v naš imanentni svet. V krščanstvu gre pa za razodetje, ko se ta strop odpre in se nekaj noter pokaže, kar si mi nismo mogli niti zamisliti. Zato gre najprej za razodetje Boga človeku preko učlovečenja. In gre za vero v obličje Jezusa Kristusa, kjer doživi vsak, mu je dano, če išče, osebno ljubezen Jezusa Kristusa oziroma Svete Trojice, kakor razumemo Boga, ki ni monoliten v sebi, ampak so trije, se pravi občestvo. To so eni taki ključni pojmi tudi za razumevanje, kako videti, kdo je ženska in posledično, kakšna je njena vloga. Ker če je Bog občestvo, so tri Oče, Sin in Sveti Duh, ni en sam, je to, bom potem še na drugi sliki pokazala, ampak toliko, bom pa naprej nadaljevala. Ker religija je pa zame struktura, ki mora biti kosti v telesu, ki morajo biti, da telo stoji skupaj, ampak brez duše nič ne pomaga. Ne? Religija je pa nekaj, kar oživlja Sveti Duh. To se pravi, če bi dala samo eno naprej, da je to naprej, samo kratko. Ja, to sem hotela pokazati tule. Bom o tej ženi malo več potem povedala, ampak toliko, ker je Bog kot Sveta Trojica, ta ikona, ki jo drži ta žena v roki, Oče, Sin in Sveti Duh, in gre za te obraze, gre za eno pretakanje, podarjanje, nišče ničesar ne zadrži zase, občestvo je tisto, ki je in tukaj na sredini je kot Kristus, ta angel, ki je se daroval kot jagnje, in to je zemlja, na katero je stopil, se je učlovečil. Ne? In v tem smislu je Bog tudi ženski princip občestva, življenja, podarjanja, skupnosti, ne? Odnosov, čustev, vsega tega, kar mi prinašamo v ta svet v večji meri. In kdo je torej ženska v krščanstvu? To je tista, ki že po judovski tradiciji so rekli, da je ženska bolj duhovna kot moški, v tem smislu, da ima morda malo bolj intuitiven, neposreden odnos s presežnim. In ženska lahko da zelo veliko v ta svet, če je pretočna za navdihe Svetega Duha. To je
odnos, intuicija, spoštovanje, poslušnost, varovanje življenja, ustvarjalnost, svoboda. To je vse, kar je v Bogu. In takšna je bila tudi za nas Marija, v kateri se je Bog Kristus učlovečil in živel naše življenje in nam razodel svoje skrivnosti, skrivnost ljubezni Boga do človeka. In vloga ženske, njena lastnost, tista, ki jo najbolj nas zaznamuje, je hrepenenje in odprtost za sveto. Je skrb za to, da religija ne izgubi tega Boga razodetja in ljubezni, ker religija se lahko zelo hitro zapre v ta prostor, kjer je strop na vrhu. Neke neodvisnosti od Boga, kjer se lahko živi neko namišljeno religioznost in duhovnost brez Boga. To vedno obstaja ta napetost med duhom in med strukturo. In vendar smo ženske tiste, ki živimo znotraj strukture, ne moramo živeti izven nje, ampak naša vloga je, da znotraj te strukture spominjamo na Boga in delovanje Svetega Duha, ki gre skozi naše življenje, skozi naše telo, skozi našo psiho. Gre torej za eno drzno prenovo od znotraj. Tako da, bom šla nazaj. Ja, tukaj sem pokazala, rada imam podobe, ker se prek njih lahko kaj več pove. To je Sveta Angela Merici, naša duhovna ustanoviteljica, ki je, tukaj pa vidno spet to, ki zbira okrog sebe, je občestvo in je tukaj Sveti Duh. Ne? Kot mati, kot učiteljica, kot prijateljica in njena vloga v tistem času, časi so različni, ampak ljudje v njem pa lahko damo tisto, kar vedno lahko damo. Ni važno, ali smo v zatrti obdobju, ali je večja represija, ali ne, to sploh ni tako pomembno. Njeno izkustvo je bilo prav to, da je kot mistikinja v tistem času, 1500, ko je bil čas za žensko dokaj neprijazen, pa potem še malo bolj neprijazen, si zamislila, to je tisto razodetje Boga, naredi nekaj več za to žensko, ki živi takrat v Italiji. In je potem ustanovila, takrat se recimo, to je bil v njenem času, in mi smo dedinja njene karizme, narediti nekaj, kar v tistem času ni bilo možno. Ali takrat je bilo možno samo, da se je ženska poročila ali šla pa v samostan, so jo tja postavili, ni bilo drugega. In ona je izbrala, našla tretjo pot, ostati v svetu, v popolni posvečenosti Bogu. In je uspelo za nekaj časa. Potem so to spet zaprli, ampak bilo je seme. Ne? In zato nam je ona en tak zgled enega človeka, ki znotraj strukture lahko naredi nekaj novega. S pomočjo razodetja od zgoraj, z enim ne uporom, da greš ven, pa se po svoje nekaj narediš, ampak znotraj ostaneš in tam, da tisto strukturo prenoviš in ji daš novega duha. In v tem smislu smo ženske, ki smo hodile po njenih stopinjah do danes in upam, da bomo še nekaj časa, prav tiste, drzne v iskanju nečesa novega, tam, kjer ni nikogar drugega, tam nekaj naredimo. Hkrati je pa ona tudi v tisti družbeni strukturi, kjer ženska ni imela ne volilne pravice, ne dedovanja, nič, vzpostavlja to družbeno strukturo za ženske, ki so pa od bogate in revne, visokega sloja, nizkega sloja in posegla v ustaljene vzorce odnosu med moškim in žensko in v družbenih razmerjih. To je bilo za tisti čas izredno, ker so dejansko bile združene na isti nivo sestre, bogate ali pa revne, vse so skrbele druga za drugo, ni bilo nič važno, kaj katera bila. To je bil za takrat ena velik poseg v družbeno strukturo. In s tem, da je tudi sodelovala zelo veliko z moškimi, bila njihova duhovna mati in vplivala na njih, da so tudi potem v svojih poklicnih področjih delovali za večje dostojanstvo človeka. No, tako. To je pa potem še ena naša druga sestra, ki je tudi bila v tistem času malo kasneje, ki je bilo zelo zaprto za žensko, ne, pa vendarle ta čudež, bi človek rekel, kako se lahko tam, kjer se zdi vse nemogoče, ženska najde pot.
In ona je bila in da je lahko kot ena oseba združevala toliko različnih vlog. To se mi zdi tudi en velik dar nas, da lahko je bila res velika mistikinja, ko beremo njene spise, dnevnike, bila je poročena, bila je mati, bila je vdova, bila je potem po smrti moža podjetnica, zelo uspešna, potem je vstopila v samostan, potem je šla v misijone v Kanado in tam postavila temelje cerkvi in vzgajala tam otroke in sestre in postala na način mati kanadske cerkve. Tako da lahko vidimo, kako če je ena žena popolnoma odprta svetemu, potem zažari njena svoboda in ustvarjalnost, ne glede na strukturo, v kateri živi. Vedno je možno. To. Tako. In bi rekli, da težko res, jaz govorila o tem, da je ženska v religiji, gotovo so bili časi, ko je bila zatrta, ampak govorim o tem, da se taki časi lahko še vedno ponovijo in v družbi, vedno. Bolj, ko gledam današnjo politiko, bolj se mi zdi, da gremo bolj v eno totalitarnost, kakor pa ne, kjer so nam na dolgi rok, ne vem, ne samo ženskam, tudi moškim bomo kratene kakšne pravice ali bomo nadzorovani vse povsod, ne. In zato ne gre toliko samo za strukturo, čeprav je zelo pomembno, ne, da ima ženska v družbi vlogo, če jo želi imeti, v smislu na pomembnih položajih, kjer se odloča. Tukaj je gotovo potrebno še veliko korakov narediti tudi v družbi, kako zagotoviti, da bo ženski genij lahko dal več življenja naši družbi, ki postaja dosti tehnološka, odtujena, hitra, kako bomo ženske lahko dale tam v vseh teh naših vlogah, ki jih imamo, ne? Biti tudi mistikinje, se to ne pomeni, da lebdiš po zraku, ampak da imaš odnos s presežnim, da si v stalnem stiku z Bogom, da si lahko žena, da imaš čas za to, da si žena, da imaš čas za to, da si mati, da lahko tudi svoje trpljenje nekje preživljaš rodovitno, da delaš, da oznanjaš, da imaš vse, da si živa na vseh področjih, kjer si lahko. To se mi zdi zelo pomemben del tudi vzgoje žensk, deklic, deklet, kakorkoli že, pa ne mislim o enem skrajnem feminizmu ali pa neki konzervativnosti, ampak v tistem, da lahko vsaka živi polno v tistem, kar je dano. Njeni darovi, ki so tako zelo različni od moškega, in naš svet je seveda včasih bolj moški kot pa ženski, ker smo me preveč v ozadju, kje ne, si mislim včasih. Tako da to naslednjo slika sem pa želela samo še pokazati. To je bila pa je čist drugo stoletje, čist drug čas. Dorothy Kazel, ena naša sestra, ki je bila leta 80 umorjena v San Salvadorju. Tisti, ki ste mogoče bolj se spominjate tistih časov, ne, kjer je bilo tako zahtevno, ne, vloga Amerike in skratka politična situacija pa zelo umazana. Nič novega se zdaj ne dogaja, ne, z njihovim posredovanjem, če tako rečem, kjerkoli drugi, ampak to ni današnja tema. Tam je bilo podobno, kakor zdaj. In ona je šla tja in je tam pač delala na misijonu in skrbela za otroke, učila žene. Prav ena ženska, ki gre nekam, kjer je težko, kjer ve, da bo jo lahko doletelo to, kar je rekel Blažen škof Oskar Romero, ki so ga ubili istega leta. Tisti, ki delujejo na strani ubogih, bodo deležni usode ubogih. In je bila pol tudi umorjena še s 3 drugimi. Ne zato, ker bi politično delovala, ampak zato, ker se je uprla proti nepravičnosti, ne? Preprosto, nič ni drugega želela, pomagati ljudem tam. In v tem smislu je te 3 podobe teh žena, če gledamo, so živele to, kar je krščanstvo prvo sporočilo. Bog se je učlovečil in prišel živeti tja, kjer je kakor človek in nas je prišel iskati sem, kjer je človek, v kakršnih kolih situacijah. In one so to popolnoma razumele in v svojem življenju uresničile. Naredile to, kar je bilo potrebno, kjer je bilo potrebno dati več življenja, kjer je bilo zatiranje, kjer je bilo potrebno več razvoja. V tem smislu vpliva en teološki pogled, verska resnica na to, kako mi delujemo v vsakdanjem življenju. Tako,
In zato lahko rečemo, da se je ljubezen utelesila v ženski, princip Marije, ne? Ženska kot tista, ki sprejema, ne način pasivno, aktivno, ampak v vseh ženah tega sveta, kristjanih, je pa ženska tista tudi, ki sprejme in da življenje, kjerkoli pač je njena poklicanost. In to je tisto, kar da temu svetu, da damo več življenja, da se nekaj spremeni. In vsaka od teh žena je naredila nekaj, kar je posledice pustilo za več stoletij. A ne? In smo jim lahko zato hvaležne, pa tudi je za zgled za nas. Končno tudi v Salvadorju situacija še zdaj ni rožnata, je pa mnogo boljše. Tako da toliko bi jaz danes želela povedati. No, kako je pomembno, da ženska živi v tej celoviti prebojenosti, predvsem pa do svetega. Da tam najde tisto glavno dostojanstvo, svojo potrditev, svoje duhovno notranje življenje, da ga potem lahko živi z vsemi drugimi. Preveliko delam z ženskami in vidim, da kako je to potrebno, ko se življenje malo zakomplicira, ko odnosi tistih, na katere si računal, ne vem kako, ne zdržijo več, je potrebno svoje življenje še malo bolj poglobiti. In so nam te žene lahko en velik zgled, tudi za, bi rekla, za eno drzno prenovo od znotraj. To bi predvsem podala.